Živjo, moje ime je Samantha Maja in vi poslušate Radioaktivno. Povej mi nekaj novega, kar še ne vem. Vem, da rad lažeš, da ti govoriti resnico je največji problem. Se raje znajdeš, okoli prsta me vrtiš, pozabljam svoje ime. Ognjeno gledaš in dotikaš se mojih kolen. Ne maram se, ko sem nemočna, ti to dobro veš. In to ti je všeč. Pogumen premik, strupin dotik, sama megla pred očmi. Spet se zgubim, ko te vidim. Okoli tebe laži in nemir. Ti si vse, kar je prenevarno, zame si moj adrenalin. Že zdaj po obrokih trpim. Zakaj pomirjajo me tvoje oči? Nekaj je na tebi. Ni niti luna, me ne nosi, kakor nosiš me ti. Okoli svoje vsi in otežuješ mi še najbolj enostavne stvari. Medeš misli, okoli prsta me vrtiš, pozabljam svoje ime. Ognjeno gledaš in dotikaš se mojih kolen. Ne maram se, ko sem neresna, ti to dobro veš. In to ti je všeč. Pogumen premik, strupen dotik, sama megla pred očmi. Spet se zgubim, ko te vidim. Okoli tebe laži in nemir. Ti si vse, kar je prenevarno, zame si moj adrenalin. Že zdaj po obrokih trpim. Zakaj pomirjajo me tvoje oči? Nekaj je na tebi. Okoli tebe laži in nemir. Ti si vse, kar je prenevarno, zame si moj adrenalin. Že zdaj po obrokih trpim. Zakaj pomirjajo me tvoje oči? Nekaj je na tebi. Nekaj je na tebi. Adrenalin je bila slišana skladba Samanthe Maje z albuma Sofija. Samantha Maja, lepo zdrav, da je Radioaktivno. Lep pozdrav. Imaš kaj adrenalina? Imam in tudi za začetek tega albuma je ena doza adrenalina se mi zdi bila najbolj primerna. Namreč s to skladbo Adrenalin si tudi najavila bolj drznejši zvok svojega glasbenega ustvarjanja. Res je, ja, takrat smo nekako se v ustvarjalni ekipi pogovarjali, da bi šli malo bolj v ta zvok in dobro si opazil, Adrenalin je bil eden izmed prvih. Ja, bolj rockersko obarvano. Ja, tako, pop rock. Čeprav pa je to približno singl, ki je šel na polovici tega albuma, 4. singl po vrsti. Ja, dejansko res. V bistvu največ dela smo imeli zdaj zadnje pol leta, ker smo morali, v bistvu bom rekla, relativno na hitro narediti še ostale komade, ki grejo na album, ja. Tako da tisti je bil še v miru nared. Je bila naporna pot, ki si jo prehodila od Venere pa do Sofije? Pa ne naporna, je bila pa ogromno lekcij. Pa zrasla sem kot glasbenik, bolj se poznam, bolj vem, kaj mi paše, kaj želim ustvarjati in zato tudi mislim, da se to zdaj sliši v teh novejših komadih. Če prvi album prinesel 5 pesmi, oziroma EP, če mu tako rečemo, si sedaj skoraj da podvojila število skladb. Skoraj da, ja. Ni uspelo 10 narediti. Je bil plan, pa smo se potem zadnji čas odločili, da v bistvu bo 9 čisto dovolj. Ja, prvi tak večji album, pravi album.
Če primerjaš oba izdelka, je to mogoče? Pa ja in ne, v bistvu nekaj elementov, nekaj komadov smo obdržali, ki še vseeno držijo neko tisto rdečo nit Venere. Recimo Sanjava je en takih, ali pa Kar si želiš. Vsi ostali pa so že malček drugačni, ja. Od bolj pop, sedaj bolj rock, ti to bolj ugaja? Ja, v bistvu jaz sem primarno začela kot bendovski izvajalec. Pri 14-15, ko sem v bistvu se spustila malo bolj resno v glasbo, sem pač imela band, smo nastopali v živo, nisem sploh znala na Matrice nastopati in tako. In tisti nek bendovski zvok sem vedno pogrešala potem tudi v produkciji in sem tudi potem soavtorja Kevina nagovorila, dej, kaj če mi malo bolj bendovsko nastavimo, ker se mi zdi, da to res predstavlja nekaj, s čimer sem jaz v bistvu se naredila in rasla tle v glasbi, zato smo se tako odločili. Ne nazadnje, potem to verjetno lažje izvajati v živo. Sploh pa to, ja, čeprav vse več si mislim in tudi slišim, da kadar imaš res dober band, potem tudi to čist popiš, se pravi, umetno sproduciran komad lahko dobro zveni v živo, ne. To so mi tudi zdaj dokazali ti moji fantje. Imam čisto novi band, tako da zdaj zvenijo tudi tisti komadi res tako, ko morajo. Če pa je vse bolj elektronsko narejeno, potem so skladbe v živo popolnoma drugače in so poslušalci verjetno velikokrat šokirane. Ne, pa niso, veš, zato ker zdaj obstajajo še matrice. Tako da v bistvu tracki in spustiš zadaj elemente, ki jih ne more band igrati, ne. Tako da se pol dopolni, v bistvu oni odigrajo tisto, kar lahko, tisto, kar ne morejo, prevzame matrica in potem to na koncertu zveni točno tako kot na radiju. Druga, ki jo bova spustila v eter, bo Melanholija. Tako je, ja. Melanholija je, pa bi rekli, ta druga polovica albuma, ki je mečkam bolj začrtal zvok Sofije. Ja, meni je eden ljubših, ima ta nek dark pop zvok in mi je všečno, predvsem pa besedilo je tukaj glavno pri tem komadu. Melanholija in Samantha Maja z albuma Sofija. Kako so si na ti z umetno inteligenco?
Pa kar dosti jo zdaj spoznavam. Sploh, ker sem študirala filozofijo, smo imeli prav predmete usmerjene v umetno inteligenco in filozofiranje o tem. Tako da recimo da, no. Ta namreč pravi, da si leta 2017 zmagala na slovenski noti. Ki je povedala, ja, bravo. Ja, mi je povedala. In to v Ja, res angleščini. je, opa. Res je tako. To je bila prva odskočnica. Ja, to je bil prvi test zame, neko potrdilo in tudi ja, prva neka stopnička v resnejše izvajanje moje glasbe. Prvi singel je bil Do neba, že takrat si vedela, kam želiš. Ja, že takrat sem vedela, da grem nekam visoko. Ja, Do neba je v bistvu zahteval še največ nekega poguma in največ poguma, ker sem res morala takrat reči, ok, zdaj si pa jaz upam nekaj svojega dati v svet. Čeprav je to bilo sproducirano, bi lahko rekli čistko domače, s prijatelji posneto. In ja, mislim, da potem vse, kar je nasledilo in tudi ta album je v bistvu nagrada za ta en pogumen skok, ki sem si ga takrat upala narediti Do neba. Sprva si sodelovala z Žanom Serčičem, pravi umetna inteligenca. Ja, tudi to je prav povedala. Jo, se ve. Tako je, ja. V bistvu Do neba smo naredili čistko, kot sem rekla, prijatelji, potem pa z dvemi komadi, mislim, sem bila z Žanom Serčičem, se pravi Dotik pa na drugi strani. To je pa, ta dva sta na Veneri, na album Venera. Potem pa nova ekipa. Potem pa nova ekipa, četrti komad, ki sem ga izdala, je bil Glas in tukaj je tudi, že tukaj je bila neka nova črta mojega delovanja, se pravi, v igro je prišel Kevin Koradin, z njim tudi Clifford Coyle in od takrat naprej še vedno ista ekipa. Samantha Maja, kaj misliš, katere so tvoje najpopularnejše pesme? Najpopularnejše, jaz bi rekla, da Le spomin, pa bi rekla tudi Glas, čeprav je na prejšnjem albumu, Adrenalin. Zdaj pa tile novejši, ki so prišli in pa še pustim čas, da vidim, kaj bo. Umetna inteligenca jih je naštela 8. Naj pove. Do neba, Ok, Venera, dobro. Sanjava Runaway, Yin in Yang, Past in Melanholija še so tiste ostale. To pa ne vem, Poleg Glasa in Adrenalina. To pa ne vem, če je čisto prav naštela. Edino Sanjava sem pa res pozabila, ta je pa res ja, tudi eden od uspešnic, oziroma res veliko ljudi me prepozna po tem komadu, tako da sem še enega pozabila, ja. Tako ona razmišlja. Ja, prav. Na mesto tebe, gleda mogoče širše. Dobro, prepustim, mogoče pa kaj ve. Ali v svojo glasbo vključuješ kakšne tradicionalne slovenske elemente? To je bilo moje vprašanje, oziroma tudi na to zadevo je odgovarjala umetna inteligenca. Opa, ja, ful zanimivo vprašanje, drugače to me še ni nihče nikoli vprašal in tudi nisem razmišljala o tem. Pa bi rekla, da ne namerno. Mislim, kolikor je že samoumevno, ker smo Slovenci, ki to delamo, ampak ne namerno, da bi uporabljali nekaj prav tradicionalno slovenskega, ne. Umetna inteligenca pravi seveda. Opa. Tako pri besedilih kot vsebini besedil, Ja. potem pri vključevanju tradicionalnih inštrumentov oziroma zvoka, sicer mi to ni najbolj jasno, ker glede na to, da gre bolj za rockersko glasbo, ker so neki standardni inštrumente, ne? Tako. Pa potem tudi pri živih nastopih. Zanimivo tale umetna inteligenca razmišlja. Mogoče pa res. Mislim, se pravim, kolikor je besedila res slovenskega itak, ne? Je že slovenska tradicija. Kaj pa tematika besedil? Je kaj na slovenske tradicije? Ne bi rekel. Ne, bolj grško. Ja. Bolj grško. Sofija je grška beseda. Pa in zadanje tematike, ki so povezane s človekovo osebnostjo. Tako, Razen, ja. če smo Slovenci tako posebni. Ja, no tudi to moramo priznati, ne? Naslednja bo Kar si želiš, drugi singel z akcijskim videom. O ja, ta je imel pa res zanimiv video. Ga večkrat pogledam, si mislim, kako smo to sploh takrat speljali, kar je res tako sproščeno speljano, no, ampak na koncu je, se mi zdi, tako filmsko in dobro izpadlo, da sem kar ponosna na ta videospot. Čakam te mirno, a počasi predolgo je, izgubljam upanje. Daj prideš mimo, niti karte ne vedo, niti zvezdnato ne bo. Za te celemu svetu se
čakam, šepetam ti in hočem, da me gledaš. Ko pa enkrat bom tvoja, lahko samo vse, kar res si želiš, vse, kar si želiš. Ti boš kupit in jaz bom za vse leti duša, če si želiš, vse, kar si želiš. Tvoja bom, večno tvoja bom, večno tvoja bom, večno tvoja bom, večno. Pusti naj spijem ti dušo iz telesa. Povej mi, kdo si, ko res nihče ne gleda. Ko pa enkrat bom tvoja, lahko samo vse, kar res si želiš, vse, kar si želiš. Ti boš kupit in jaz bom za vse leti duša, če si želiš, vse, kar si želiš. Tvoja bom, večno 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 tvoja Samantha Maja z mano z albumom Sofija. Sofija je enako modrost, praviš? Tako je, grška beseda za modrost izhaja iz v bistvu besede filosofija, ki pomeni ljubezen do modrosti. Sem že prej omenila, da sem to študirala, zato ogromno inspiracijo od tam. Filozofija? Tako, filozofijo. Se da to dobro povezati z glasbo? Se da v besedilih, absolutno ja, to najbolj, ne, ker najbolj črpam, tako kot sem prej rekla, iz neke grške mitologije, iz teh nekih filozofskih konceptov. Mislim, da to je kar precej dominantno v mojih besedilih. Potem bi lahko rekli, da gojiš ljubezen do modrosti. Absolutno, zato tudi tako ime. Ampak veš, da ni Sofija samo modrost. Kaj pa je še? Sofija je humanoidni robot iz leta 2016. Poznam. V bistvu najbolj razvit, ne? Robot. Jaz sem jo že gledala velikrat, tako po videih. Verjetno pa je to plod človeške modrosti, ali ne? Ja, sej to, ne, o tem bi zdaj mi dva lahko filozofirala, ne? O tem smo mi filozofirali. Ampak ne, veš, zanimiva anekdota, če lahko tle rečem. Res je noro, da mislimo, da je lahko v bistvu ta umetna inteligenca pametnejša od nas in se je lahko v nekih teh čist, ne vem, kapaciteti spomina in takih stvarih, ampak nikoli ne bo mogla razumeti čustev, ker je v bistvu to nekaj, kar pa ni povezano z racijem. In tle se toliko filozofskih vprašanj odpira, ne? Kje potem so čustva v našem telesu, če niso v raciju, če niso v algoritmu. Tako da je zanimiva tema v bistvu v filozofiji zelo. Ali misliš, da res se roboti, če rečem tako pod narekovajem, ne bi mogli naučiti čustvovati? Lahko bi se, ampak mehansko, v smislu, zdaj prepoznam ta gib na tvojem obrazu, se pravi pomeni, da si žalosten, lahko na ta način v bistvu analizira in potem nekako reflektira to čustvo, ampak ne more ga pa razumeti in čutiti samo od sebe. Verjetno smo zaenkrat še lahko zadovoljni, dokler mi razmišljamo za robote. Ja, tako, sej, ne. Mi vedno lahko njega izklopimo, vedno mu lahko določimo širino in dolžino trajanja, tako da mislim, da težko, no, da prevladajo. Te kaj strah, ko bodo roboti začeli razmišljati? Pa sej, že razmišljajo, ne. Sej to so že zdaj tako močni algoritmi, da v bistvu presegajo že v štartu naš ampak, tako kot sem rekla, mislim, da je več kot samo racijo to, kar naredi človeka, predvsem so tukaj, ne, čustva. Verjetno se naslavo piše, ko bodo začeli vladati. Pa dober. Ja, v kakšnem smislu, ne? Sej lahko oni prevzamejo naša delovna mesta in sem in tja pa že vladajo, ne? Čisto odvisno zdaj, v katerem smislu govorimo. Ne samo to, ko bodo vladali na drugačen način in bomo mi zelo podrejeni. Opa. Da ne bomo njihovih hišni ljubljenčki, oziroma ne nazadnje na nek način smo že. Ok, ampak če že bi potem rekla, da je to bilo naredito namerno in ne po nesreči. Se pravi, je človek namerno to naredil. Da bi se ker sami ne bi razremenil. Ja. Glasba, da ne bova filozofirala. Tako greva nazaj. Pa zašla pregloboko. Se spodobi glede na naslov albuma. Stik bo naslednja. Ta mislim, da še ni slišana. Ta še ni slišana, ja. Ta bo išla potem septembra. Zaenkrat smo se odločili, da to ne bo single, ki bo pač
podpiral album, čeprav je meni ena ljubših in tudi ena bolj drznih in res nakazuje nek drugačen zvok, sploh pa v živo je huda, totalno huda. Samanta Maja z mano oddaja Radioaktivno, album Sofija je tisti, ki ga vrtiva. 9 pesmi si nam tokrat ponudila. Tako je, 9. 7 do 8 sedaj že poznamo, ena je še ne poznana, to smo slišali malo prej, Stik. Ja. Gre dejansko za neko zbirko singlov. Ja, gre za zbirko singlov razen tale. Ja, čeprav tudi Stik bo išel kot singl. Tako da ja, je v bistvu. Ne še, ampak bo. Potem bi že lahko rekla, da imaš to neko zbirko uspešnic. Pa ja, kako to, veš, to morajo drugi reči, ne smem jaz. Ne smeš sam sebe tukaj. Ob izidu je išla tudi skladba Amor. Ja, zato smo se odločili, da bo single, da bo podpiral album, ker se mi zdi, da je malo bolj komercialna, malo bolj radijska, čeprav še vseeno z nekim rock zvokom. Pa tudi sam koncept Amor je spet grška povezava in če smo že šli čisto v Grčijo, pa smo šli še s tem singlom. Prej si dejala, da si soavtorica oziroma avtorica glasbe. Ja, v bistvu soavtori smo vsi trije, oziroma jaz in Kevin primarno in potem Clifford doda svojo čarovnijo. Vsi smo vpleteni v bistvu v ves proces, pogovarjamo se, dogovarjamo, kako, kaj in tudi, ko že imamo stvari, potem skupaj pilimo in ja, ne morem vse zasluge dati sebe, absolutno, da ne. Čist nekako na 33,3% ne moramo deliti. Čeprav pa osnovo verjetno postaviš potem ti. Kakor kdaj, za kakšen komad jaz napišem, recimo pa na GarageBand, veš, posnamem kako res tako grozno demo različico in pošljem Kevinu, on potem naredi iz tega poslušno. Mislim, večinoma pa tako, da Kevin dobi, mislim, mi da se dogovoriva, kaj bo zdaj on, kakšen je feeling za ta naslednji komad in potem on to naredi, jaz dobim in rečem, to ni to, ali pa, to je super, gremo to narediti.
narediti, že imam napisano besedilo na nekaj takega in gremo. Pri besedilih pa gradiš na slovenskem jeziku? Ja, to pa mi je prav poseben izziv in zato tudi rada pišem v slovenskem jeziku. V bistvu včasih sem pisala v angleškem, pa se zdaj, ne vem, če bi se zdaj spravila oziroma če bi zdaj kaj dobrega napisala, ker sem se toliko vrgla v slovenščino in posvetila temu, da bo kar zaenkrat še slovenščina. Marsikdo reče, da težko najde v slovenskem jeziku besede. Tebi kdaj dela to težave? Ne, niti ne. Mislim pa, da, ja, se sem rekla, tako je. Mal je taka gospodična, treba se mečkan z njo spoprijateljiti, malo jo omehčati, potem pa gre. Ampak ja, v slovenščini tudi jaz, no, kakor pišem, večinoma ne pišem z rimami, ampak nekako s sozvočnicami, besede, ki podobno zvenijo. In mislim, da je tukaj ključ, če to komu pomaga. Koliko svojega študijskega znanja pa vpletaš besedilo? Kar dosti. Se mi zdi, da v teh zadnjih letih, ko sem študirala, sem dobila tudi neke čist druge nove terminologije in širšega besednega zaklada in tako, in to se vse pozna v besedilih. Naslednja bo aktualna, Ja. Amor. Tako. Amor, ja, bog ljubezni, ne? Čisto enostavno, v bistvu koncept za tem komadom je, da včasih se počutiš, kot da je bog ljubezni pozabil na te. Pa verjetno ni. Pa ni, ne, ampak včasih se tako počutiš. Imam problem, pa ne vem, kako se naj ga sploh lotim, da ne občutim posledic. Se naj smejim ali jočem, ker spet ne vem, kaj res hočem, sem mazohist ali romantik. Mogoče pa le rabiva čas. Priznam, da jaz sem kriva, ker te odrivam stran. A imam prav dober razlog, ljume je prav tega strah, kaj če naju ne poznam. Skupaj se s tabo dobivam, a to na nič ne vpliva, ne čutim to, kar bi morala. Jaz govorim, a ti nočeš, še sam ne veš, kaj res hočeš, si mazohist ali romantik. Mogoče pa le rabiva čas. Priznam, da jaz sem kriva, ker te odrivam stran. A imam prav dober razlog, ljume je prav tega strah, kaj če naju ne poznam. Vem, da to, kar dajem, ni dovolj. Izgleda, da pozabil je amor le name. Priznam, da jaz sem kriva, ker te odrivam stran. A imam prav dober razlog, ljume je prav tega strah. Priznam, da jaz sem kriva, ker te odrivam stran. A imam prav dober razlog, ljume je prav tega strah, kaj če naju ne poznam. Amor in Samantha Maja z albuma Sofija. Album je dosegljiv samo v digitalni obliki. Zaenkrat, ja. Zaenkrat samo v digitalni obliki, bo pa tudi fizična kmalu. Kakšna oblika? Že lahko razkriješ? Lahko CD. Klasika. CD bo. Klasika, ja. Se mi zdi, da je to en tak lep spominček, ki ga lahko z koncerta odneseš domov, magari ga nekjer imel za predvajati, ampak če je podpisan in če je tista slikca gor, vsaj meni, no, saj jaz, ko gledam na CD-je, še vedno rada kupim kakšnega. Torej, to bo ali manj vizitka. Vizitka, tako, ja.
Verjetno pa je glasba dosegljiva tudi na vseh streaming platformah. Ja, absolutno. Obstaja tudi en link, ki ga stalno šeram po svojih socialnih omrežjih, tako da sigurno, če tam malo pokukate, boste naleteli na ta link, kjer v bistvu v eni mapici so povezave do vseh teh streaming platform in tudi do albuma. Ker gre za zaokrožitev tvojih singlov, poslušalci verjetno večino skladb že poznajo. Ja, so že poznali večino teh, se pravim, 2 sta bila čisto sveža, se pravi Amor in Stik. Tako da ne vem koliko jih je kaj presenetilo. Čeprav smo poskrbeli za nek faktor presenečenja ravno s temi 2 komadi. Kaj pa odzivi? Imaš kaj? Ja, odzivi so super, se pravim, ljudje se pri meni vedno mečkan delijo na 2 pola. Enim je bolj všeč tisti moj nek atmosferični pop v obliki Venere, Sanjava, Yin Yang in tako. Drugim pa je čist všeč tale malo bolj pop rock sound, kot tisto Stik in Amor, recimo. Ne. In mislim, da vse skupaj je zelo moderno narejeno. Sedaj zadnji 2 oddaji sem imel Rino in tebe in zveni zelo moderno. No ja, to se pa trudimo, ja, seveda, da gremo s časom naprej, ne. Tako da se ne ostane nekje v zgodovini. Res je. Pa tudi jaz, in mislim, da isto Rina, so obidve taki, da in isto Kevin, ne, ki je tukaj najna skupna povezovalna točka. Vsi delamo, da bi nekaj novega odkrili, ne, oziroma da bi nekaj novega naredili, da nismo čist isti ali pa da nas ne znajo primerjati z nekom drugim. To seveda ni cilj, kadar ti želiš biti umetnik. Je težko približati moderne ritme poslušalcu. Ja. Ki je moče kdaj pa zakoreninjen v neki preteklosti. Ja, v Sloveniji mogoče imamo mečkan tega problema. Obstaja večina, ki raje posluša, kar je tradicionalno, in jaz se čist strinjam s tem. Verjamem, da tradicija je pomembna in daje dušo državi, ne, Sloveniji, naciji, kakorkoli. Tako da ne obtožujem tega, ne, mislim, čisto jasno mi je, ampak obstaja pa tudi dovolj dober procent tistih ljudi, ki pa želi nekaj novega slišati in ima dovolj, ne vem, širine, da razume tudi mečkan drugačno glasbo. Čeprav pa tudi marsikateri glasbenik starejše generacije poprime po modernejših prijemih v zadnjem času. Ja, jaz tudi mislim. Mislim, koncerti se polnijo, kakor jaz vidim, ni težave, izvajalci so vse bolj uspešni, tako da jaz mislim, da je kar svetla prihodnost, no, za našo glasbo. Yin Yang bo naslednja. Tukaj pa si posegla po kitajski filozofiji. Ja. Koliko mi tam nekje v daljavi znano. Ja, res je, ja. Azijska filozofija itak. To mi je bil to všečen koncept v bistvu in takoj mi je nekako usporednico potegnala z ljubeznijo, ne, z romantiko, češ jaz tebi yin, ti meni yang, in to je v bistvu bila cela neka ta glavna ideja za nastanek komada. Koliko pa to povezano še s logotipom Yin Yang, ki ga skoraj vsi poznamo, črno-bele, krog? Čisto povezano. Yin Yang je v bistvu, lahko je moško-ženski princip, v bistvu je, ne, to je v osnovi. Mi ga večinoma vidimo kot simbol ravnovesja. Dobro-slabo, ne, vedno, mislim, neko nasprotje. Tako da, in ja, jaz v bistvu v komadu pravim, pusti mi, da sem v dobrem in v zlu, kjer že povem eno nasprotje, yin tvojemu yang, ne, vedno naj te dopolnjujem. Temi brez problema in spremljam, če na tvoji strani vse je jasno, kot izgleda, in čakam, da priznaš mi svojo temno stran. Pusti mi, da sem v dobrem in v zlu in tvojemu yang.
Samantha Maja z mano, slišana je bila Yin Yang. Na naslovnici albuma, kot vidim, si ti kot tudi na prvencu Venera. Ja, pa se mi zdi, da je kar pomembno, da ljudje vidijo sliko tebe, ko držijo pač tvoj album v rokah. Tako da Venera je bila veliko bolj kristalizirana slika, veliko bolj naštudirana. Ja, tle pa je v bistvu res umetniška, ujeta v trenutku, kar tudi v bistvu simbolizira spet ta album. In kam gledaš? Gledam pa, Bog ve kam, jaz mislim, da v reflektor rdeč. Kogar kaže. Kaj pa pomeni ta znak spodaj pod Sofijo? Ta znak je pa moj novi logo. Smo pa delali na njem zadnje pol leta in je tudi premierno v bistvu zdaj na albumu. Kaj pa pomeni? Pomeni pa, v bistvu ima rogove od bika, ker sem jaz bik po horoskopu, potem pa ima nekaj elementov astrologije, ker se s tem tudi ukvarjam, oziroma je tudi neka taka ogromen del moje duše, ki je tudi pokazan v tem albumu. Čakaj, da še vidim, kaj je še gor. Potem pa je, glavnem, zvezdica, pa tudi tale puščica, ki je navzdol obrnjena, je v bistvu simbol Venere. Tako da imamo vse, kar mene opisuje, sploh v zvezdah, je zdaj v tem logotu. Ja, še nekaj lečeš potem tudi z prvenca. Ja. Da ne boš potem za tretji album dopolnjevala loga. Možno. Pa dodala kaj Sofije. Ja. Kaj ti vidim, da Sofija tudi zapisana v grščini. V grščini, ja. To sem pa hotela, ja, ker je point tega, ne? Da je grška beseda najbolj v grščini zapisana. Album je zunaj, 13. junija sledi tudi promocija. Res je, 13. junija ob 20:30 v Zorici v Ljubljani z bendom prvič v živo predstavljamo. Do zdaj smo na radijih, zdaj pa v živo. Bo krasen, magičen, mističen koncert, tako da zelo lepo vabim. Boš zaigrala celoten album? Celoten album, tako. Pa še kaj Venere? Venere pa ne, žal, ker bo predstavitev drugega albuma, se pravi, bodo samo komadi z tega albuma. Gledam to, da imaš band, potem bo se skupaj bilo rockersko obarvano. Ja, vsej nekaj približno, neko idejo ste si lahko že naredili, ali pa če si pogledate ker sem gostovala na Radio SC Main Stage, tam smo v bistvu že pokazali, kaj pripravljamo, ampak bo mečkam bolj dodelano za živo koncert. Nastopaš tudi, da je bolj akustično, tako v dvoje? Ja, absolutno. Sej to tudi večinoma sem zdaj v zadnjih letih, ker sem v bistvu gradila band, iskala dolgo te elefante, s katerimi sem zdaj res zadovoljna. Tako da, ja, prej sem pa akustična. Past bo naslednja? Tako ja, Past pa... In meni je ena najbolj udarnih na albumu. Ja, pa še najbolj bendovsko zasnovanih, v bistvu res čez celoten komad je čist bendovsko zasnovano. No. Besedilo pa mi je eno ljubših pri Pasti. Si se ujela v lastno past? Sem se. V bistvu mi je dosti bilo všeč, kako mi je uspelo nekako to s pajkom in to prispodobo povezati. Tako da, in pa verjamem, da tudi sama melodija in zvok, ki je zadaj, ustvarja eno tako malce srhljivo, pa še vseeno dosti pozitivno atmosfero, ki lepo potem besedilo podpira. Zlomi srce. Jaz sem prvi in zadnji tvoj največji greh. Le v tem primeru metek gre v mojo smer. Namesto solzje na tvojem obrazu nemir. Še vedno skrivam v sebi, razmišljam le o tebi. Nežno, ko zopet vabiš me v svojo mrežo, kot vedno ti mirno verjamem, da povijaš me v svilo. Sem tista, ki mora skrbeti, kako in kdaj bom najbolje ujela svoj plen. V tem primeru ponovno obrneš razplet, zato proti si moj največji sladek trepet. Še vedno skrivam v sebi, razmišljam le o tebi. Nežno,
Samantha Maja z mano, z albumom Sofija, oddajo Radioaktivno poslušate. Vsako skladbo pospremiš tudi z videospotom. Je danes to nuja? Pa je, bi rekla, da je. Čeprav edino Amor, ki je zdaj šel, je imel lirik video, ni imel videospota. Ampak mislim, da je absolutno važno zaradi tega, ker ljudje, mislim, da bolj gledajo, kot poslušajo. Tako da je važno. Video za skladbo Amor bi morala ustvariti z umetno inteligenco, kaj ti potem bil še bolj kičasto, ljubezensko obarvan. Vse je to. A veš kaj, nisem hotela zaradi tega, ker se mi zdi, da je to že zdaj trend. In jaz nisem človek, ki bi tok trendom sledil. Vedno se mi je zdelo, da mečkan pridem za trendom not. No, očitno edino pri glasbi se držim nekega trenda, ampak vse ostalo pa počakam, da malo mine, pa potem jaz kaj takega ušpičim. Ja, ker to bi bil zelo podsukran video. No, vidiš. Drugače pa si prisoten na družabnih omrežjih. Sem največ na Instagramu, tudi TikTok, Facebook, YouTube, ti 4, no. Drugih stvari pa zares nimam. Mislim, da je že to kar dovolj. Kar nekaj časa vredno vzame. Pa ja, časa vzame, pa se moraš spomniti zdaj, sem objavila na unem, pa na 3., pa na 4., pa mečkan drugač mora biti, pa drugi formati, pazi. Tako da mislim, da je kar v redu. Te glavne 3-4, ki jih furam, sej mislim, da tudi ostali ljudje večinoma imajo te. Za Instagram kvadraten profil, za YouTube vodoraven. Za TikTok tale navpičen. Facebook ima spet neko svojo oski banner, ima vsak rabi nekaj svojega, res. Da je že noro. Ja. Se strinjam s tabo, sam vem, kako je to, ko pripravljam objave za oddajo. Ja. Drugače pa Samantha Maja, kako ti gledaš na slovensko glasbeno sceno danes? Gledam jo kot zelo, zelo, zelo talentirano. Res ne da me čudi, ker sem navajena tega oziroma vem, da Slovenci smo glasbeni narod in me ne čudi, da imamo toliko dobre muzike. Mi je pa žal, da ni bolj v ospredju, ne. Da ljudje bolj ne cenijo, s čimer še vedno imamo problem. Res, da vse manj. Z leta v leto se mi zdi, da vse več mladih posluša slovensko glasbo. Bi si pa želela, da je tukaj en virus, ki se res razpase in ljudje bolj poslušajo slovensko glasbo kot tujo. In na zadnjem času se to kaže tudi s polnimi koncertnimi prizorišči. Tako ja, se mislim, da ni takšne krize, ne, ker se kar polnijo in tudi vse več mladih slišim, no res, da poslušajo slovensko glasbo. Tako da očitno smo neki mladi izvajalci naredili na tem, kar pa sem res vesela. Ja, in na zadnjem tudi številni mladi bendi, ja, ki so sedaj v etru. Res ogromno, ja, in novih bendov in novih solo izvajalcev, tako da je že skoraj malo težko, ne, sploh narediti nekaj, kar te diferencira od drugih. Aktivni ste pa ustvarjalni zelo, glede na to, koliko skladb dobimo tedensko na radiju. Ja, verjamem. Predzadnja, ki jo bova spustila, bo Sanjava, Runaway. Tako ja, Sanjava še vedno ima dosti pridiha Venere. Je tudi v bistvu do zadnjega nismo planirali za ta album, ampak ravno zaradi prej omenjenega, ker je toliko ljudi reklo, da me pozna po tem komadu in da je ta celo najboljši, sem rekla, ok, potem pa pač mora biti, ne. Tudi na Sofiji. Ne smemo ga izločiti, ker v bistvu bi potem to bil edini komad moj, ki bi bil izločen iz vseh albumov in seveda mu to nismo mogli narediti, ne. Nisi ga želela odstraniti. Ne, pa se tudi ne zasluži, ker je zelo, zelo kvaliteten. In zadnje pa to bil prvi singl, ki je napovedal neko drugačno obdobje po Veneri. Ja, točno tako, ja. Prvi singl po Veneri. Se ravno zato je bil na tem razhodu, ne, med tistim prvim in drugim albumom. Ampak evo, je zraven. Pa še ena izmed tvojih največjih uspešnic, popularnih skladb, je Kot pravi umetna inteligenca. No, vidiš. Pravilno je povedala. Imaš občutek, kot da sanjaš, a tih sanj se ne spominjaš. Veš, da del si večje slike, da vse skrivnosti so ti skrite. Se ti zdi, da sva si ista, oba po tihem hrepeniva. Skoz naju teče energija, že od nekdaj te zanima. Si upaš v neznano, si upaš iti z mano. Naj vodi intuicija, naj vodi ta odkriva, kar se v nama skriva, kaj je res, kaj je iluzija. Vsi okoli naju spijo, kaj če le mi dva betiva. Run away, run away, run away, run away. Run away, run away, run away, run away. Run away, run away, run away, run away.
Si upaš v neznano, si upaš iti z mano. Naj vodi intuicija, naj vodi ta odkriva, kar se v nama skriva, kaj je res, kaj je iluzija. Si okoli naj uspijo, kaj če le mi dva petiva. Run away, run away, run away, run away. Run away, run away, run away, run away. Run away, run away, run away, run away. Da zbeživa v neznano. Run away, run away, run away, run away. Da zbeživa v neznano. Samanta Maja, za konec, album je zunaj, kot sva rekla prej, koncert 13. junija v Ljubljane, Tako? potem še kje druge. Ja, že planiram tudi en večji prostor v Ljubljani, ki je zelo popularen za koncerte. Smo se že dogovorili, ampak zaenkrat naj bo še skrivnost. Bom pa vse povedala na socialnih omrežjih. Zaenkrat je tale glavni, vse ostalo v drugem planu. Tako da pridite na tega, no. Je Sofija tudi zaokrožitev nekega obdobja, pa potem korak v drugo obdobje? Ja, ne vem, ali je bolj napoved oziroma prehod, ali je že kar... ali že kar določa eno novo obdobje, bomo videli, kako bo. Mogoče čez eno leto bova lahko malo reflektirala, kako se je vse spremenilo od tega albuma naprej. Za jesen si navedala še en single z Sofije. Tako, še Stik izide, da tudi on seveda ne bo edini in sam, ki ne bo izdan kot single, potem pa novo naprej. Koliko časa ti danes glasba vzame v življenju? Pa kar vsak dan. Se mi zdi, da tudi če sem kje drugje, če karkoli drugega delam, imam pa telefon ob sebi, kjer pa sem stalno v nekem pogovoru, idejnem ali kakorkoli. In že ali planiramo naslednje, ali trenutne, ali se pogovarjamo o tem, kako je kaj šlo skozi. Tako da glasba je res stalno upetano v moj vsak dan. Verjetno je to tudi sproščanje po službi. Pa je. Mislim, fino je, ker je to res ena čist druga plat mene in čist druga sfera življenja, tako da se počutim stalno, kada živim dve življenji v bistvu v enem. Za konec zavrtiva še eno, in sicer bo to Le spomin, sodelovanje s Telo, skladba, ki me najbolj presenetila. A res? Zakaj? Res, tako je išla. Ja? Kajti zdeli sta se mi popolno nasprotje. Kot yin yang. Ja, ampak v bistvu vidiš, kako so se lepo dopolnjevali in tudi ljudje so rekli, ko so prišli na koncerte in tako, ko so naju videli skupaj. In tudi Kevin sam, ki je sodeloval z obema na tem projektu, je rekel, evo, kar ena nima, ima druga in obratno, pač zelo sva lep ta princip yin in yanga ustvarili in nastal je krasen komad, ki, kot sem rekla, je eden od uspešnic, po katerih naj jo ljudje prepoznajo in bi ponovila še enkrat. Mogoče boš pa morala peti v japonščini. Joj, se tega me je strah, veš. Stela je bila pred kratkim pri meni z albumom Ja. in povedala, da odhaja na japonsko. Tako, ja, tudi meni je sporočila, da zdaj res odhaja. Ravno včeraj so se pogovarjali, da bo naredila poslovilni koncert, tako da bom tudi tam in se že veselim in upam, da pa tudi kaj bolj pogosto pride nazaj pogledat. No. Bo pa ustvarjala, rekla tudi tam. Ja, jaz ne dvomim, ker je polna idej in je res umetnica na mestu, tako da bi bilo škoda, da ona ne ustvarja naprej. Bo. Gledam to, da kako išče tam ekipo, pa kako snima video spote. No, vidiš. Sigurno, ne? V njo ne dvomim. Tako. Za konec bova zavrtela Le spomin. Samanta Maja, hvala, da si se oglasila v oddaji Radioaktivno, ter uspešno in čim bolj delamo naprej. Seveda, z veseljem, hvala za lep pogovor in se še vidimo. Sama sredi noči iščem razlog, da te pokličem k sebi. Veš, da rabim te zdaj bolj kot kadarkoli prej, da si ob meni. Upam, da tvoji spomini odeti so usmeh, da nehalo je bolet, daj mi še zadnji objem, preden greva naprej. Vsak v svojo smer. Ostanem brez skrbi, ko me ti v rokah držiš. Zdaj obima me le spomin. Le pa kdaj zaletim tvoj najljubši komad, še vedno je dober bit. Tvoje zlate oči, z njimi tolikokrat polepšal si mi noči. Upam, da tvoji spomini oditi so v smer, da nehalo
Živijo, moje ime je Samantha Maja in vi poslušate Radioaktivno.